In snemamo. Jaz snemam, za vas pa ne vem. Mislim, ne morem verjeti. 219. epizoda in lej, kako imamo to nekako pod kontrolo. 215. To je kontrola je zgolj privid. A ne? Ja. Je nič, gospoda, za morček pa tu imate vse zrihten. Jaz sem na morčku. Ne? A ja, ti si že. Ja, no, vidiš. Ja, Ko si rekla za morček, imate zrihten, sem se takoj prijel za mizo in se rekel, kdaj si pa ti taka. Ja, odkar je Škofja Loka je za morček. To je klele legit. Vi ste turistična destinacija. Ja, lej. Domača, turistična, že z prejšnjič sem promovirala starodavni festival, da niti ne rečem, kaj bo danes. Sam rekla bom Disco Loka. Disco Loka. Kaj je to? To jaz vidim na internetu včasih. Kaj Disco Loka je? To Stanko neki fura, ne? To Stanko ne fura, mislim, je zraven, ampak to je festival moderne plesne glasbe, ki se odvija že ne vem koliko let, ampak kar nekaj. V praksi pa to pomeni, da je na enih 10-15 prizoriščih po mestu, v centru mesta, iz vsakega lokala so zunaj DJ-ji, ki so bili zbrani na nekem izboru in jih je, ne vem, 50-60, ki se vrstijo tam od 4 zjutraj pa do 10-11 in to žge na polno. In to je milijarda ljudi, ful dobra energija in ob 9 zvečer bo tokrat osrednji koncert Jet Black ali Blue Diamonds. Kaj so? Ok, oni so ok, ja. Fajn, lep zvok, fajn so. Tako da to je vreme, perfektno se kaže, tako da če je ena stvar dejansko, ampak dej, to je čisto mač, kada sem jaz zdaj plačana. Nataša je zadnjih 30 že izstrelila, no, z drugimi besedami. Tako kot si bilo včasih ambasadorka Kočevja, ne? Sem zdaj klele, ja. Ampak to mi še pove, a to je samo enkrat na leto? Je to ja, samo enkrat na leto, okay, so pa odprli disko lokal. In je pa povezan mal s tem, je pa tudi v centru mesta. Imate gorensko verzijo, vsak pijat k disko. To je, kada bi nekam prišel v New York, Berlin ali pa v eno od svetovnih prestolnic. V bistvu je to Ibiza ob Sori. Bravo. Ibiza ob Sori. Ta je dobra, ne? A ne? Prvi je bil v Parizu, Amsterdamu, Moskvi in v Škofji Loki, tudi prvi. Žare lepotec. Dober dan. Look what the cat dragged in. Kada bi že 6 let snemal podcast z vami, jo? Ja, dobro jutro, Andraž. Morček smo obdelali. A že, dobro. Ja. Kar brez mene, v redu. Ne, kar povej, kar imaš. Ali si že imaš rezerviran, si v nizkem štartu, je kopalna brisačka pripravljena? Vse imam pripravljen, nizki štart, vse iskreno. Kakšne kopalke nosite, gospodje? Prijete. A ste v nas spido varianta ali kaj so? Odvisno od priložnosti, Nataša, če mene vprašaš. A ja, ti za tiste treninge daš pač čim bolj mora biti to prijet. Pa to. Ja. S tem, da ne nosim pa unih pajkic, to bi se mi zdelo pa pretirano za mojo raven plavalnega udejstvovanja. Nose tune, ki grejo dol proti kolenom, ne. Tako da une, minimalke, ne. Zgleda dobro, ampak ajde. No, ja. A imaš krive noge? Ne, nimam krivih nog, ne. To je ena od redkih stvari, ki jih nimam. Kaj pa vidva? Imata krive noge. Jaz imam kopalke Komet iz Metlike, model Zadar. V redu. Ja. Antiša je to videl na eni fotografiji. To fotografijo bomo priložili, vidim, ne? Ne nujno. pa še v tem unimaču, a veš, mišice moraš pokazati, pa biti do koleno vodi. Ja, pa smo kar dosti klasiki, neč, pa dej. Ja, ne vem, da smo. Mene nisem več vprašala. Jaz sem mislila, si kimal zraven ves čas. Nisem. Ok, ti imaš pa? Kopalke? Kakšne kopalke? Ali ti si brez, ne? Ti si nude. Ne, nisem. No, ampak ne, puštimo domišljiji prosto pot. Tako da, ja, pojmo k višjemu inšpektorju Krancu. Pojmo delati, ja. Pred nami je častna naloga.
Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Saj vam vidim v očeh, me zdi neverjetno. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobo. Želijo pač imeti referendum, mi jih bomo pa preiskovali v državnem zboru. Toliko iskrenosti. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Predlagam, da se s tem čim prej sprijaznimo. Tako kot je Antiša rekel, pejmo delati, ker je to zares zadnja epizoda v letošnji sezoni, ker na koncu je samo še pika na i, a ne, ko bomo izbrali politbizarko leta. Začela bi, veste, ki je čisto skoraj pri koncu, recimo v paketu, ko bi govorili o partnerstvu za razvoj. Skratka, 14 dni, vlada nova je sedla za volan in prve poteze so se že potegnile. Zastave gor dol na predsedniški oziroma vladni palači, palestinska je šla iz vladne dol, potem Izrael odpira ambasado v Ljubljani. In predsednica Nataša Pirc Musar je naredila obratno, palestinsko gor, mavrični mesec zastavo gor, oni dol. Zdaj pa vas jaz vprašam, predsednica je imela včeraj, torej v sredo, je priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ministrski ekipi, kot so zapisali, je zaželela uspešno delo, seveda je zraven poudarila, da se bo oglasila vedno, ko bo ocenila, da so ogroženi ustavni red in njegova načela. Zdaj pa, z Golobom, to smo debatirali zadnja leta v LDGD, kakšne posebne ljubavi ni bilo. Ali je z JJ lahko slabše? Vas jaz zdaj vprašam. Antiša. In potem je bilo tiho. Kaj se vam zdi? Ne vem, ker je bilo zelo slabo, je bilo zadnja 4 leta, je bilo odkrito tako rekoč od prvega meseca dalje, ko je vzela v kabinet nekdanjo notranjo ministrico Bobnar, pa nadaljevalo se z drugimi stvarmi, ampak zelo slabo je bilo. Je lahko slabše. Jaz sem večkrat že ob takih priložnostih te napetosti med predsednikom vlade in predsednico republike pripisoval te neki relativni neizkušenosti oziroma oba sta bila rukija čist v vrhu slovenske politike. Ne? In sem to zdaj, kdo bo kje in kdo kje ne bo in tako naprej, pripisoval temu, da gre za neko bitko za prestiž ali pa za upper hand ali pa kaj podobnega. Ne? Zdaj tukaj te bitke potencialno ne vidim, zaradi tega, ker pač Janez Janša je ene 470 let že v slovenski politiki in njemu tega enostavno ni treba. Pričemer pa takojšnji pristavek, ne, poznavajoč Janeza Janšo, se mi zdi, da vendarle je človek, ki v pravih trenutkih ne zna vedno stopiti koraka nazaj. Tako da jaz ne izključujem povsem tega, da bo vendarle neka fronta med kabinetoma oziroma med dvoroma nastala. Kot rečeno, ne, ni pa nujno, da bi morala, zaradi tega, ker če pač upoštevamo status obeh glavnih protagonistov, tukaj eden od njiju z neke benevolence, dobronamernosti, to je Janez Janša, bi lahko morda deloval za odtenek bolj zrelo, kot je to deloval Robert Golob oziroma tudi Nataša Pirc Musar. Potem pa dobiš vabilo na državno proslavo, kjer je prvič v zgodovini sta dva slavnostna govornika, ker vendarle ne bomo pustili predsednice države, da sama govori. No, o tem pa govorim. Tako. Idealno tipsko bi lahko bilo tako, kot bi vsi si najbrž želeli in tudi zaslužili, ne? Ampak pol v praksi se pa stvari spižijo zaradi tega, ker pač, kdo bo meni govoril, kaj moram, pa česa ne smem. Andraž, kaj ti misliš? Ja, jaz sem mislil, da bo Aljaž omenil, da imamo prvič v zgodovini vabilo na državno proslavo s slovnično napako in to ti zlomek v besedi Slovenija. Ne? Tudi to, ja, to mislim,
Kar nadaljuj, ker je ta je sama po sebi je briljantna, vse skupaj. Pri režiserju oziroma scenaristu ni pa nobenega presenečenja, seveda ne pri obeh. Seveda ne. Jaz nisem vedel, da je Roman Končar še aktiven, ne? Tako da Ghost of Christmas Past. Se aktivira, ko je potrebno, ko ga država, ko ga domovina pokliče. Speče celice. Kar se pa tiče predsednice, jaz ne bi pozabil, oziroma bi opomnil, da dajmo ne pozabiti, da so predsedniške volitve naslednje leto. Tole je naslednja postavka. Je prvo vprašanje, ali bo boljše ali slabše. Tako. To je po mojem pomemben moment v ocenjevanju tega, kar se dogaja in kar se bo dogajalo v odnosu med njo in predsednikom vlade. Jaz mislim, da ta odnos ne bo tako, kot je bil odnos med Pahorjem in Janšo, da ona vendarle bo stala za svojimi stališči, se je konec koncev to pokazala za izobešanjem palestinske zastave, da si ravno samo za en teden, pa vendar. In tudi na tem srečanju, če ste bili pozorni, da je bilo to včeraj, danes ne, ko so jo obiskali, cela vlada bila tam v Špalirju, je tudi zelo jasno povedala določene stvari. In tudi Janša je malo med vrsticami namignil, pa še posebej odločen v tej smeri je bil, pa mislim, da minister za šolstvo, katerega imena pa tudi izgovoril ne bom. V glavnem, jaz mislim, da ne bo tako, absolutno ne tako, kot je bilo s Pahorjem, bo pa mečkan sen pazila, kako bo ta odnos vodila. Jaz mislim, da ne bo nikakor, da ne bo ratila, kot se reče, ker ima že pred očmi pač volitve in mislim, da je bilo eno od sporočil teh volitev tudi to, da so ljudje malo siti teh besednih vojn in obtoževanj in tako naprej. Tako da bo neka taka, po mojem, blaga verzija na eni strani in same sebe in na drugi strani Pahorja. A vidiš, jaz pa nisem čist prepričan, ker se mi zdi, da je, če je šlo pri temu prepucavanju med NPM in Golobom, dejansko za, kako se že temu reče, narcisizem majhnih razlik, ne? Pa tukaj je, mislim, prilika, potreba, dolžnost, če hočeš, da se vendarle pokaže ta temeljna razlika v vrednotah, ki jih predsednica in pač premier zastopata. Ne? Palestinsko zastavo si že omenil, meni se mimogrede zdi super, da je naredila to, v narekovajih, samo za en teden in jo kasneje, zdaj, če prav razumem, jo je pač dala noter, da še vedno je izobešena, ampak ne na pročelju. Ravno zato, ker klej je malo problema, a veš, zdaj vendarle državni simboli, pa pol še ena druga suverena država zraven, pa tako dalje, se razumemo simbolizem, ampak fajn je pa tudi, da se s tem ne pretirava, da ni tega virtue signalinga, ne, da je vendarle neko državniško pozicijo tukaj zasedla. Ta del se mi zdi dost cool. Pa glej, a veš, temeljno vprašanja državnosti, sodobne, progresivne družbe in tako dalje bodo odprta in tukaj bo imela ona, po mojem, dost več, ne samo prilike, ampak tudi potrebe po tem, da se oglaša to, kar je rekla, ne, da ne bom tiho. Zdaj bomo videli, koliko je v resnici resno mislila s tem, se pa strinjam, njena predvolilna kampanja, kampanja za ponovno izvolitev se je začela, če ne prej z prisego celotne Janševe vlade. Ja, naslednje leto, po zimi, decembra, novembra, bodo predsedniške volitve in po mojem je za presojati vsako potezo v luči tega, od tega, kam gre, kdaj gre, kaj se reče. Ne pričakujem nikakršnega izboljšanja v primerjavi z Golobom, ker puščice med tako predsednico aktualno kot Janezom Janšo, mislim, da imata zgodovino kakšnih, 20 let ali pa vsaj 15, ko nista bila velikrat na isti valovni dolžini, je pa ona v drugi poziciji, ker namreč njen mandat je načeloma samo še dobro leto oziroma leto pa pol, prej bila pa v poziciji, ko je bil Golob tisti, ki je štel dneve, dokdaj bo konec. Ne? In po mojem je to vedno malo za upoštevati pri tem, koga, ker imamo ful še danes za predebatirati, koga vidite, ker se seveda stvari že postavljajo kot potencialne predsedniške kandidate, še kdo, razen teh, ki se omenjajo v zadnjih tednih, mesecih, torej Miro Cerar, pa Urško Klakočar Zupančič se je, pa koga še? Miro Cerar se tudi omenja, tega pa nisem vedel. Ja, že kar intenzivno. Se tudi intenzivno pojavlja posod, ne? Tako. Ja.
Jaz mislim, Nataša, da je za razmislek o tem absolutno še prezgodaj, oziroma na tej ravni, kot se mi zdaj pogovarjamo. Ne. Jaz mislim, da eni štabi, to bo Andraž verjetno več vedel povedati ali pa pošpekulirati, štabi oziroma ljudje že merijo posameznike in kakšna podpora bi lahko bila in tako naprej in tako naprej. Ampak jaz bi spomnil recimo na Danila Türka. Ne. Danilo Türk je pravzaprav se ga leto pa pol, se mi zdi, se ga nikjer ni omenjalo kot kandidata za predsednika republike, pa zmagal. Ne. Tako da jaz mislim, da smo še prezgodni. V Sloveniji te stvari pridejo kasneje. Vprašanje je bilo bolj v smislu, koga mislite, da bo za spremljati, ker bi znal izskočiti, če veste še koga drugega razen teh dveh imen. Vsekakor vidim, omenila si Mira Cerarja, vsekakor vidim njega. Ne. Jaz mislim, da on ni bil najbolj planetarno, najbolj neuspešen predsednik vlade v tej državi, ne. Pa če tudi bi bil, a veste, Borut Pahor je bil neuspešen predsednik vlade, on s tem nima težav in tudi sam pravi, da ni bil dober predsednik vlade, ampak on je suvereno zmagal obakrat. Ne. To ni faktor, ki bi pretirano vplival na to. Razen če me Andraž boš čim popravil. Ne, to sem hotel reči, da ni bilo tako zelo suvereno, sploh če se spomnimo, kako je Pahor šel. Ti se je pa še kar bilo suvereno. Prvi rundi pa ne. Obratno, pri Šarcu ni bilo suvereno, ker je incumbenta Šarc prisilil v drugi krog. Proti Türku je v bistvu kar suvereno zmagal, ker je v drugi krog, samo je pol bilo pač za blowout. Mislim, da je Pahor dubo skoraj. Ja, ampak štartuje pa kot nek underdog, ki nima šans. Ne? Absolutno. Ampak to je bila pač napaka presoje konkurence. Ne? Ok, preden gremo, ker ta je še mal future tema, samo a je za predsednico boljše, ker je ona, kakor se postavlja nekako levo od sredine, vlada aktualna je desno od sredine ali pa bolj zelo desno, a je za njo in njeno kampanjo boljš, da je na drugi strani, torej na drugem pomembnem uradu nekdo z desne, ali ne? Ja, seveda. Mislim, prvič to, ker se pol ne rabiš. Ona bo imela problem bolj izzivalcev na levi ali pa levi sredini, ne? Ker je pač tudi tam dovolj slabe volje bilo povzročeno, da ne bomo zdaj s prstom kazali, kdo in kako. Na desni pa se jim zna celo zgoditi, da ne vem, bi se na levi toliko pokajfali med sabo, da bi bil kandidatka na desni morda lahko celo relativno zmagovalka prvega kroga. Pa bil pa res šok. Ne? In če smo že pri imenih, morda pa vendarle imamo spet priliko za Ljudmilo Novak, ki je šla v penzijo in ima Ljubicajt, ne? Romano Tomc, morda. Od moških pa ne vem, a je še kdo na desni. Na levi pa po mojem lahko tudi pokažemo, poiščemo kakšnega evropskega poslanca, ne? Ki bi morda poskusil še enkrat, a bi kaj Vladimir Prebilič rekel na to temo? Si že ti. Evo, gremo naprej na partnerstvo za razvoj. Torej, k aktualnim temam. Janševa ponudba glede sodelovanja. Ponudil je torej, temeljni namen tega partnerstva je po njihovih besedah, da bi tudi opoziciji ponudili sooblikovanje zakonodaje na način, da bi bili v proces, kot so rekli, vključeni še pred sprejemanjem posameznega zakona na vladi. Levica je to zavrnila, Gibanje Svoboda tudi, SD mislim, če nisem spregledala česa, še ne, ampak pri njih se zdi, da imajo po volitvah neke notranje reorganizacije ali pa razmisleke. In je zdaj, se pravi, koliko iskrena se vam zdi ta ponudba? Ali res dajmo skupaj stopiti skupaj, ker razvojne teme Slovenija in podobno, ali je to pač spet nekaj, da rečemo, vse smo dali, pa niso hoteli prispevati svojega intelekta. Aloh jest. Če na kratko. Ja, je na kratko. Jaz bi samo na te točke citiral hrabrega Miška, ker je Poldi rekel, ne bom ti povedal, da je na koncu past. In hrabri Mišek je rekel, prav Poldi, se mi ni treba.
No, kaj torej? Aljaž je povedal vse, kaj si misli o tem? Kaj pa vidva, Andraž pa Antiša? Pa, mislim, to je klasična poteza, ne? To smo že videli, če se ne motim. Seveda smo. Smo, Ja. ne? To je na nek način bila nujna, tako kot obvezni izbirni predmet v šoli. Ne? Zato, ker na eni strani se jasno ve, a ne, resnica bo to podpisala, s tem na nek način Janša dobi še dodatno zavezo za tistih 5 glasov od resnice in čeprav je formalno v opoziciji, se na nek način vsem pozicionira bolj kot vladna, kot ne, z nekim dokumentom. A ne. Na drugi strani lahko upravičeno pričakuje, da bodo vsi ostali 3 to zavrnili. In potem bo se vsakič lahko rekli, sej smo ponudili, ne? Mi smo hoteli sodelovati, pa niso hoteli in tako naprej. To je pač že A vidno. veste, to so te ponudbe, ki jih je razmeroma lahko jih je dati od sebe, ne? Pa se mora pa na prejemnik na drugi strani močno potruditi in utemeljiti, zakaj te ponudbe ne bo sprejel. A veste, in mislim, da smo bili tudi tokrat priča temu. Že v imenu daš partnerstvo, ali kako partnerstvo za razvoj, si rekla, Nataša. Ne? Ja, tako To, nekako mislim, so. a veste, to je tako kot misice. Ne? Kdo pa je proti boju proti lakoti na svetu, pa boju za čisto okolje. Vse to je. Ne? In enako je tukaj. Ne? Kdo pa je proti razvoju, kdo pa je proti temu, da bi mi vsi skupaj živeli bolje, kdo pa je proti temu, da bi imeli učinkovito javno upravo in državo, na katero smo lahko ponosni. Ali pa včasih, a veš, ko greš tako po ulicah, pa zbirajo, vsaj jaz sem v ZDA to velikrat šla čez to, ali bi dali denar za uboge, ne vem, otroke ali pa za ranjene mucke in živali. In koliko boš temu rekel ne, se zelo slabo počutiš. In skratka to, ok, pa se strinjamo, da je to namen zares tega partnerstva. In, mimogrede, a ste videli, kako se je razvilo pri Petrolu? Če se spomnimo, ne, v kampanji nekaj časa ni bilo goriva na njihovih štacionih, zaradi tega, kar se dogaja v Hormuški ožini. Samo pri njih je bil ta problem, ne. Drugje nobenih težav. Zdaj pa kar naenkrat, potem ko je bil južna šefe, hauptšefe vsega tega v vojni s premierjem Golobom, no, zdaj pa malo bilo treba počakati, vlada se je zamenjala in Janševa vlada je lepo, pisale so Finance o tem, dvignila marže na goriva na rekordno raven. A je to payment? Seveda so izjave. Ne. Se vem, boš rekel, does the Pope shit in the woods, ne? Exactly, točno to sem hotel reči, hvala. Ne, jaz pa se ne strinjam, to pa ni, ne, ker, Ne? ne, ker od marž Petrol nima nič, ne. Aha, nima nič. Nima nič. Ja. A trgovci Ne, ne sej. živijo od marže. Ja. Ne, pa čakaj, Je tle to se govorimo, a ne govorimo, tle se ne dvigujejo oni marže Petrolja, oni dvigujejo trošarino. Ne, država Ne, je ne, dovolila ne. najvišjo, je zvišala najvišjo stopnjo. A ja, Tako. marže, ki jo lahko pa sem pa Ne, in popolnoma oni zamešal. prilagajajo, država prilagaja trošarine. Trošarine, ja. A veš. Pa Tako, sem ja. pa zamešal, ja. Tako. Država. A meni se je Ja. zdel, da si pa ultimativno tole hotel izvesti. Kao, da se delaš, da je drugače. Ok, pa se strinjamo, no, Pope shits in the woods, ok, hvala lepa. Politična policija postavka. Ne pozabi tudi, da so Ja. kar nekaj, kako je že bilo, kar nekaj, ali če ne vsi člani uprave Petrola so kupovali Ja, delnice. še en tik teden pred prej tem, ne. mal. Ja, Mm. krasno, Ja, ja, slučajno, ja. slučajno. Absolutno, pa Vezjak slučajno tudi, 2.0, ne. pa slučajno je tudi full... Vizjak, ne Vezjak. Vizjak, pardon. Vizjak, ja. ja. Vizjak je en Pa čist ne, drug. enega profita je tudi kar nekaj, ne, v tej firmi, ki je tako rekoč tik pred potopom bila. Ne? Slučajno. Politična policija, okay, zakaj gre za tiste, ki niste bili zraven? Državni zbor je konec maja sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi. Zdaj, uveljavitev zakona je trenutno zadržana zaradi pobude in zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Namreč novela, nasprotniki novele, tisti torej, ki zbirajo podpise, pravijo, da gre za uvajanje tako imenovane politične policije, trdijo, da bo politika lažje ustanavljala preiskovalne komisije brez učinkovitega pravnega varstva za tiste, ki jih preiskuje. Seveda pobudniki pravijo ravno nasprotno. Zdaj, po dosedanji ureditvi je bila cel seznam tistih, ki so lahko
ko so se sprožile preiskave. Če so menili, da niso upravičene, dvignili roko, je ustavno sodišče presodilo ja ali ne in je bilo to. Vključno z, ne vem, če se lotijo Andraža, Aljaža, Antišo mene, si lahko, hopa, dajmo to preveriti in je ustavno sodišče o tem odločalo. Po novem te opcije ne bo več. Zagovorniki sicer pravijo, da se nič dosti ne spremeni, da še vedno se boš lahko pritožil, pozabijo pa seveda dodati, da bo najprej vsa štala narejena in potem pa boš imel opcijo se pritoževati. Zdaj pa, jaz ne dvomim, da bodo podpise zbrali, kar povejte, če kdo dvomi, do 14. julija je treba zbrati 40,000 podpisov. In so že skoraj na polovici. Tako, kar mene zanima, ali menite, da bo naredila aktualna opozicija to, kar more, če bo referendum seveda razpisan, ali se bo vesel na nevladnih organizacijah, da delajo to kampanjo, ker upam, da je tistim, ki so proti, jasno, da je treba za uspeh na referendumu doseči kvorum in večina mora biti proti zakonu. A bodo tam? Mislim, glede na to, kako so v zadnji četrtini mandata prejšnje vlade, kako so redno dobivali popički pri referendumih, ki se jih niso lotili resno, bi si človek skoraj mislil, da so se pa zdaj naučili to zgodbo, ne? In da razumejo, da je sicer kul, da so nevladne organizacije tukaj, da opozarjajo na točno te stvari, ki si jih povedala, ampak da je na njih, se pravi na strankah politične opozicije, ono z tega, da prevzamejo štafeto in da so one tiste, ki vodijo to debato. Veš kaj, pa te paralel tle ne vidim čisto direktne, ker zgubili so v bistvu en referendum, je bil maja o penzijah, ki ga ni bilo težko zgubiti, predvsem zato, ker ko rečeš Slovencem, oglej hune, kakve penzije imajo, boš dobil v redu, katerega levga na svojo stran, tisti ni bilo, ko se reče, zmagljivo, ne? Tistega se ni dal dobiti, ne? Zato so ga tudi bojkotirali, ne? Ta drugem so imeli pa nasprotniki en unfair advantage, ne, s čimer se Aljaž zdaj spet ne bo strinjal in bo z gnusom zavrnil to tezo. Namreč, da so imeli oponenta v cerkvi in zdravnikih, ki so se posluževali metod, ki pa bi jim lahko rekli, da so bile malo dirty, ne. Kokorkoli obrnemo, ja, verjetno bi lahko še kaj več naredili takrat. Kokorkoli. Situacija je zdaj popolnoma drugačna, ne, gre za opozicijo, zdaj so oni tisti, ki nastopajo iz stališča upora proti vladi. Veliko vprašanje, kdaj ta referendum bo. Če jaz razumem, ga razpiše predsednik državnega zbora, ne? In če jaz prav vem, tle me bo Aljaž popravil, v trenutku, ko se vloži podpise, mora biti pač neka seja verjetno državnega zbora, kjer se določi datum. In ta datum je lahko tudi že čez en mesec, ne? Kar pomeni, teoretično avgusta. Tako, teoretično je lahko ta referendum tam nekje konca avgusta, ne? Tako. Kjer sicer je že kar nekaj ljudi spet nazaj. Jaz sem zadnjič poudaril, da če bi bile volitve, bi bilo precej drugače poleti, ker so tisti, ki so volili današnjo opozicijo, predvsem starejši, in grejo pač na more, kadar če. Ampak ni v tem fora, ne. Fora je poleg datuma, se ve o sami temi, ne. Jaz sicer se strinjam, Nataša, da je bolj verjetno, da bodo zbrali te podpise kot ne. Bi pa rekel tudi, da je bolj verjetno, da bodo zbrali podpise, kot pa da bodo dobili referendum, ne. Ker ni samo seveda, da moraš imeti večino, moraš imeti tudi kvorum, ne. Tako, ker večino bi morda celo lahko imeli, ne, ampak vprašanje, če bo kvorum, ne. To pa je približno pri številu volilnih upravičencev 340. 40, ja. 340. In raste. In fora je v tem, da dokončam, Aljaša, veš, ker tema je taka, da jo poprečen volivec, pa ne nočem zdaj podcenjevati uma poprečnega volivca, ampak to se moraš res malo poglobiti, da razumeš. Zelo se treba potruditi, da ljudje pridejo. Aljaž, kaj pa ne samo to, ne tiče se, veš, ne tiče se jih. Koga se to tiče? To se tiče nevladnikov, ki so bili izpostavljeni, tiče se opozicije, preprostega človeka, ki nima nič z oblastjo, se to ne tiče. To je fora. Zdaj, tako ti bom rekel, ne, niso se jih tikale tudi penzije Svetlane Makarovič, pa so vseeno gladko dobili kvorum. Jaz ti hočem reči, to je ta lekcija, da se ti lahko tudi na zelo konkretno vprašanje, ki nima neposredne
direktne povezave s tabo. Se strinjam tukaj, da pač ne vem, Jože iz Zgornjega Kašla verjetno se nikoli ne bo znašel pred parlamentarno preiskavo. Ampak če pa ti rečeš, to je politična policija, ki jo uvajajo na zadnja vrata, ja, proti tem pa smo, ne? A smo res? Kaj pa spet zelena zavist? Pa sej unik si, pa se kradejo, sej si zaslužijo, kaj pa to? Mislim, politična policija, se malo ironije je v tem, da zdaj levo-liberalna stran stvari pred udbo, ne? Ampak, glej, pravi komunirajo se trenutno na oblasti. Ja, pa kdo se spomne politične policije? Ok, vprašanje, Antiša, mogoče imaš ti kaj zapovedati na to temo? A misliš, da bodo... Jaz imam samo še en dodatek nujen, ne? Edini način, po katerem bi ta referendum lahko uspel, ki pa pač ni v njihovih rokah, je ta, da bi bil istočasno kot morebitni referendum, če ga bo ustavno dovolilo o interventnem zakonu. Ker tam bi pa šel skozi, ker tam smo pa spet pred denarjem. In ti bi šlo skozi in ker bi želeli te ljudje tja prišli, bi pa volili tudi proti temu. Skratka, če pride do referenduma, Andraž, ti si skeptičen, Aljaž ti... Aljaž pa pravi, da je ne glede na to, kdaj ali kako bo referendum, najboljši način, da ga opozicija zgubi, je, da ne naredi nič. Treba je jeti grlom v jagode, zavihati rokave, kot bi rekla, nekako več fajtati, ne, superrečujem, ampak v tem primeru se res stvar aplicira. Brez nič ni nič. Skratka, ako želiš pobediti, ne smeš izgubiti. Hvala. Antiša? Modrosti Grunfa iz Alana Forda so večne. No, to je edino, kar lahko rečem. No, popajmo pa še na to volilna pravica tujcev. Zakaj gre, ne? Če niste tega bolj podrobno spremljali? Skratka, gre za predlog spremembe zakona, po katerem državljani tretjih držav, torej tisti, ki niso bodisi državljani Slovenije ali pa druge članice EU, in čeprav imajo v Sloveniji stalno prebivališče, tu živijo, delajo in plačujejo davke, ne bi več smeli voliti županov, občinskih svetov, skratka na lokalnih volitvah. Zdaj trenutno to pravico imajo. Podporniki te spremembe, aktualna koalicija, v katero preštevam tudi Resnico, pravijo, da bi morali o lokalni oblasti odločati predvsem osebe z državljanstvom Slovenije ali pa EU in da s tem Slovenija ne bo nobena evropska izjema. Zdaj pa, zakaj? Nasprotniki opozarjajo, da gre za odvzem že pridobljene pravice tem ljudem, ki v teh občinah živijo, plačujejo davke in tako dalje. Opozarjajo pa tudi, da se volilna pravila spreminjajo nekaj mesecev pred lokalnimi volitvami, za katere pa vemo, da bodo letos jeseni. Klasična delitev je, desni so z vlado oziroma koalicijo, levi proti. Moje vprašanje, Antiša mogoče zdaj, zakaj misliš, da ravno zdaj, kaj se skriva po tvojem za to zgodbo o tej volilni pravici? A gre za vprašanje, ne vem, volilne matematike, kar nekateri namigujejo, identitete, demokracije? Kaj ima ta razprava o tej pravici? Kaj nam to pove o Sloveniji danes? Vse od tega s postavkom, Nataša, da gre tudi po mojem za neke elemente, dajmo temu reči, kulturnega boja 2.0. Skratka, gre za vzpostavljanje lastne politične identitete oziroma platforme skozi odnos do tujca. Sedanja oblast s tem, seveda vemo, ima težave, se v nemejhni meri identificira skozi odnos do čem reči, čefurjev, tako rekel, ne. Tako da jaz mislim, da je tudi preračun o morebitnih naslednjih volitvah je. Moram pa čisto osebno povedati, jaz tega nisem niti vedel. Jaz sem to zvedel, da lahko recimo se pravi vse naštete kategorije, ljudi vseh naštetih kategorij na komunalnih volitvah glasujejo, to sem zvedel 3-4 leta nazaj. Prej moram reči, tega nisem vedel in se mi je potem pa zastavljal tudi vprašanje, zakaj sam kot se pravi prebivalec v občini, kjer nimam stalnega bivališča, sem pa solastnik stanovanja, zakaj pa sam ne smem in ne morem glasovati na občinskih volitvah, ker seveda mene zelo močno zadeva,
kako se urejajo občinske stvari, tako v Kopru, kjer živim, kot v Ljubljani, kjer občasno živim oziroma sem lastnik stanovanja. Pa tudi plačuješ davke. In tudi plačujem in tako naprej. Ne. Tako da jaz še nisem, moram reči, hkrati se nisem prav zelo trudil, ne. Ampak nisem pa še dobil nekega prepričljivega pojasnila, zakaj potem v tem primeru tudi sam nimam te priložnosti. Mogoče kakšen politolog v Aljažu bi mi znal razložiti, ne vem. Ja, da ti bo rekel, da je en glas, ne? En človek, en glas. Vem, to bi tudi jaz rekel. Ja, ampak koliko mogoče vem, celo sem. Ja, dober tek. Ampak koliko, Andraž se je malo bo pomalcal, ne. Hkrati pa, kolikor vem, ne, pa pripadniki narodnostne manjšine, narodnostnih manjšin, se pravi italijanske in madžarske v Sloveniji, imajo dvojni glas, ne, se pravi, po eni strani volijo enega od 88 poslancev, hkrati volijo pa tudi lastnega poslanca v državnem zboru. Ne vem, a je stvar povsem primerljiva, ampak rekel, na to temo ureditev tudi obstaja. Kaj praviš ti, Aljaž? Da si pomešal ene 3 stvari. Saj vem. Samo. Mogoče jih je to sem komaj čakala. Mogoče jih je tudi 6, veš. Ne, zdaj, da odgovorim najprej na tvoje vprašanje, test, standard tukaj je stalno prebivališče. Je pa res, da je to unikum, ki ga pozna Slovenija. Recimo v Luksemburgu imaš ti sam prebivališče. Njih pol ne zanima, tam, kjer imaš prebivališče, tam voliš. Čisto vse je stalno, začasno prebivališče imaš in pok konc. In je na tebi pol, da se odločiš, kako je kaj. Imaš pač samo en glas, absolutno. Lahko bi naredili ta test, posod, kjer imaš ekonomski, davčni, kakršnikoli interes ali pa obremenitev, tudi tam lahko voliš, sam pol me zanima, kako bi to, veš, število glasov bi bilo tukaj dosti zabavno štetno. Kar se pa tiče državnozborskih, je pa tako, razen če se misliš zglasiti za manjšino, ki bi uživala posebno ustavno zaščito. Ne, seveda ne, samo vlekel sem vzporednico. Ne vem, zdaj bam, ampak hočem reči, tukaj gre pa za demokratično odločitev političnega in, če hočeš, predstavniškega standarda, za katerega smo se mi strinjali, da ga bomo izvajali. In v bistvu na nek način gre tudi pri tem vprašanju za to. Evropska unija od nas še pred vstopom, mislim, da ta zakon je bil, ta ureditev je bila uvedena tik pred vstopom v EU leta 2004 in je od nas zahtevala, da imamo, seveda, da državljani EU z stalnim prebivališčem v Sloveniji lahko volijo na lokalnih volitvah, ker je to evropski standard. Mi smo pa rekli, bomo šli pa mi še pol koraka naprej in bomo lahko, in bodo, se pravi, vsi, ki imajo stalne prebivališče, volili na lokalnih volitvah, poudarjam, ne tudi bili voljeni. Tega ni. Samo voliš lahko, ne moreš pa kandidirati. In to je bilo, normalno, šlo je čez, nišče se ob to ni spotaknil. Do zdaj. In tukaj se strinjam, Nataša, s tabo, da gre primarno za neke vrste kulturni boj. Me pa tudi zanima, koliko je pa vendarle tukaj lokalnega interesa, pa ne toliko v Ljubljani, čeprav je Janković se takoj postavil v vlogo žrtve, pa rekel, to je zaradi nas. Jaz sem prepričan, da imajo tudi večina volivcev Zorana Jankovića, ki imajo poreklo iz nekdanjih jugoslovanskih republik, da imajo državljanstvo. Me bolj zanima, kakšna je to scena v Kranju. To je bilo menda tudi sicer povedano. Odkud je pa Zoran Stevanović, ne? To je bilo menda tudi sicer slišano na hodniku, da to delamo zaradi Albancev. Ne? Je bilo slišati. No, definitivno, mislim, razlog je čist političen, ne pa dajmo zdaj mi to končno urediti. Mislim, sigurno je res, Andraž, sem si vzela besedo, da ti malo pomalcaš do konca. Da je desnica je pač v zadnjih letih po Evropi res precej uspešno mobilizirala volivce okrog teh vprašanj identitete, migracij, meja, pripadnosti in da tudi v Sloveniji je ta kulturni konflikt vse bolj udomačen v naši politiki zdaj, tako da je vprašanje ni toliko zdaj, kdo bo lahko volil v Kranju ali Ljubljani, ampak bolj
kdo je dovolj naš. Ne? Tako da dvomim, da je tukaj volilna matematika klele pomembna, ne? Ker No, viš, to mene zanima. Da teh ljudi ni toliko, da bi obračalo, morda je kje, gotov, ne, so kje zaskrbljeni tudi zaradi tega. Mislim, sigurno so to vprašanja, ki, veš, si jih že, ni, da so nepomembna, da bi človek zamahnil z roko, ampak gre pač za tako, dve različni predstavi demokracije. Ne. Ena, da pač politična skupnost temelji na, ne vem, na državljanstvu, na barvi, druga pa, da se življenje gradi v, ne vem, delu, davkih, vpetosti v lokalno okolje in tako dalje. Ne. Tako da ni spor okrog županov pa občinskih svetov, ampak to, kdo je dovolj naš. Ne. Problem je seveda, ker gre za obstoječo pravico, ki se jo jemlje. Pove pa po mojem to v Sloveniji tudi, da postajamo dosti podobni preostali Evropi. Ne. Zdaj, pred desetletji smo mogoče še odpirali neke razvojne teme, ampak danes se pa lomimo na teh vprašanjih, ne vem, migracija, kultura, pripadnost, identiteta, kje je kdo pokopan, pa kje kdo ni pokopan. Ne. Še enkrat, pomembno vprašanje, ne, ampak ne vem. Mislim, tukaj je predvsem pomembno to, da gre za dejansko de facto in de jure nižanje političnega in demokratičnega standarda. Ne. To je odgovor na to vprašanje, na ta izziv ni bil podan. Tukaj mislim, da je, in tukaj je, mislim, da je dokaz spet tega, kar je tudi Antiš rekel, ne, da gre za inatenje, za konzervativni virtue signaling, kar je pa sploh ironično, ne, ker je tukaj, bo pa mogoče Andraž uporabil, ampak jaz zdaj malo na pamet govorim, ampak načeloma so emigranti, tujci z stalnim prebivališčem v novi državi, načeloma bolj konzervativni, ne, in bi kot taki lahko predstavljali volilni bazen za desne stranke, če bi se jih pravilno naslovilo. Ne, meni bi se zdelo smiselno, da bi to kar izvolili. Jaz bi mogoče tukaj naredil en korak v smeri političnega pragmatizma. Ne. In bi rekel, a veste, to ureditev, ki smo ji priča zdaj, jaz se ne izjasnjujem, ali je dobra ali slaba, ampak to ti omogoča, in temu smo že bili priča, vsaj tukaj na Primorskem, da so posamezni županski kandidati v občinah, kjer so želeli kandidirati, preprosto naselili, v narekovajih, formalno naselili posamezne ljudi, ki so s tem pridobili možnost glasovati, seveda za koga, kdo bi si mislil, zanje. Ja. Se pravi, recept, ki smo mu bili kasneje priča, recimo zdaj v zadnjih letih v Srbiji, ne, ko so z avtobusi iz Republike Srpske v Republiko Srbijo vozili ljudi na volilni dan. Temu smo bili mi priča že pred 10 in več leti, jaz vem za vsaj eno občino tukaj na obali, in tudi ta interes obstaja, tudi praksa obstaja, tako da mi se lahko pogovarjamo o zelo teoretičnih modelih, pa zelo teoretičnih utemeljitvah, zakaj eno ja ali pa zakaj eno ne. Ampak v zadju je bila pa ta praksa, ki je bila v bistvu razmeroma močno prisotna. Se pravi, če imam jaz na voljo, ne vem, tok in tok tisoč ali pa tok in tok 10 ali pa 100 tisoč evrov za volilno kampanjo, seveda bom najel kakšno stanovanje, kjer bom prijavil 8 ali pa 10 ljudi in tako nekoliko puta in potem lahko tudi vplivam na volilni rezultat. Ok, zdaj pa klepa moramo skočiti. V redu, lahko, ne, ampak pogoj za to, da ti dobiš stalno prebivališče, je, da ti izpolnjuješ pogoje. Govorimo tukaj o začasnem. Zdaj pa začasno te nima, stalno prebivališče je standard. Ne govorimo o začasnih, stalno. Zato ti ne moreš na obeh lokacijah hoditi. A ja, zdaj spet o meni govorimo, ne, jaz govorim. Stop. Govorimo o volilni pravici tujcev, o čemer se pogovarjamo, ki vključuje tiste, ki imajo stalno, ne začasno, stalno. Tako, ti ne moreš tujca kar pripeljati, ne vem, iz Kosova za 6 mesecev v Slovenijo, ker je pogoj za pridobitev stalnega dovoljenja, ne vem, toliko in toliko let neprekinjenega bivanja v Sloveniji. Ne? Ja, ampak potem, ko imaš ta pogoj izpolnjenih, pa lahko seliš, ne? Formalno. Lahko, ampak lahko seliš tudi Slovence. Ampak smo odgovorili, zakaj Antiša ne more voliti dvakrat. Če je bilo to resno vprašanje.
Mene pa zanima, o kolikšnih številkah tukaj govorimo, koliko pa je sploh tujcev, ki imajo pravico voliti na lokalnih volitvah, a kdo to ve? Ne, ne vem, kaj sem bolj na te računal. Zelo varirajo številke, Andraž, sej to smo se pogovarjali. Zelo varirajo se pogovarjali, ja. Ker je od par tisoč do 100 tisoč varira ta številka, ne, plus nadaljne vprašanje, koliko od njih pa dejansko... 100 tisoč ne varira, ne. Ne, tako takih številkah sem jaz slišal. Ne, sem mislila, da na posamezno... Ja, okay, ne, pa vse skupaj, ja, ne. Drugo vprašanje seveda pa je, v kolikšni meri oni to pravico udejanjajo, ne. A sploh volijo? Tako je, ja. Mislim, meni bi se res zdelo, se mi zdi logično, da bi tam, kjer živiš, recimo imaš stalno prebivališče in plačuješ davke in vse, da želiš vplivati, ne vem, katera igrišča, kako bo mesto urejeno in tako dalje. Ampak to je v nekih, vidim pa tudi to, kar je Antiša govoril, te zlorabe tega, tako kot je pri referendumih. Lahko se mi strinjamo, da so v teoriji super vzvod, ampak vidimo tudi v zadnjih 20 letih, da se to zlorablja. Ne? In pol ne veš, kaj je prav. Ne? Definitivno pa ta razprava nima veze s temi ljudmi, zares ne, je razprava, kako si pač različni tabori predstavljajo prihodnost. Mislim, a bomo govorili o razvojnih zadevah, ali se bomo pa preštevali, kdo je dovolj, ne vem, bel, rumen, črn in zares naš. Če lahko, Sanči, ki je Andraž spraševal, zdaj citiram Natašo Sukič iz razprave po poročanju žurnala 24. Na zadnjih volitvah je glasovalo okoli, se pravi, lokalnih 7500 tujcev iz tretjih držav, ne, ker njih to zadeva, v celotni Sloveniji. Največ tujcev iz tretjih držav živi v Ljubljani, okoli 10 000, Maribor 3250, Kranj 2000, Celje 1600, Velenje 1400. To so cifre, o katerih govorimo. Dobro, sem te cifre, veš, so kao majhne videcam na lokalnem nivoju, a veš, ljudje so s par 100 glasovi izvoljeni za poslance. Vse pač, kot rečeno, tudi, kot je Andraž rekel, ne izkoristijo vsi tega, ne, se pravi, če je njih čez prst, recimo, da je 15% teh ljudi izkoristili pravico, ki jo imajo. Če jih lahko s 600 prideš v Sloveniji v parlament, lahko tudi klele verjetno s 30 obrneš ene rezultate. Mislim, ni pač, čist, ne, brezvezno spet. Ampak ni brezvezno, ampak kaj zdaj večja volilna manipulacija? To, da ti ljudem vzameš volilno pravico, ki so imeli četrt stoletja, ali to, da si pred četrt stoletja rekel, v redu je, na lokalni ravni bomo inkluzivna družba, ki bo ljudem dala pravico glede na ekonomski davčni interes, ki ga imajo, ne glede na barvo njihovega pasoža. Vprašanje za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, bomo veseli vaših mnenj. No, pa mogoče se dotaknemo še preden gremo na politbizarko leta, se nam gre kar dober, glede na zajeten doseg, ki je bil danes v igri. Ja, sem vedela, da boš ti še posebej vesel. Afera Mijić, ne? Rodbina Mijić. Se je nekdo nasmehnil? Rodbina. Vsak dan jih je več, a ste zasledili. Najprej je bil sam poslanc, pa se je oče pojavil, pa se je žena pojavila, pa se je ena poročena Mijić pojavila. Že je že en kup, ki se menjajo direktorji, oziroma lastništvo menjajo, ali nekaj se znaš bral. A veš, kaj me zanima, a imajo vsi ti tudi po novem zakonu volilno pravico na lokalnih volitvah? To so verjetno državljani Slovenije. Skratka, gre za afero, v kateri nekdanji delavci gradbenega podjetja Progrom, ali koliko je Progros, povezanega s poslancem Resnice Borisom Mijićem, trdijo, da jim podjetje dolguje neplačane plače in druge obveznosti, hkrati pa tudi, da se podjetje sooča z hudimi davčnimi dolgovi. V stranki Resnica očitke označujejo za politično gonjo in medijsko. Predsednik stranke Stevanović je rekel, da bo delavce po potrebi poplačal iz lastnega žepa. Težava za Resnico je, da seveda zgodba ni sam medijski spor, da policija že dlje časa vodi predkazenski postopek zaradi kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Mijić, torej aktualni poslanec, je medtem odstopil z mesta direktorja podjetja. Mislim, da je njegov oče to zdaj postal, odgovorno zavrača in pravi, da v času nastanka večine spornih obveznosti ni vodil podjetja, vmes so se pojavila podjetja, ki bojo kakor pokrila ta dolg, zdaj pa.
ne bomo o tem, da je kriv, ne kriv, ker za to imamo druge. Kdaj se te politično ali pa medijske gonje, kakorkoli hočemo temu reči, spremenijo v zgodbe, ki jih politik nekako ne more več zamahniti z roko ali pa odpisati. A je največji problem, ne vem, koliko je velik problem ravnanje podjetja in tega direktorja, od načina, kako se v bistvu na to odziva stranka Resnica. Ne? Kaj pomeni, ne vem, kad predsednik stranke obljubi, zdaj bom pa jaz dolgove iz lastnega žepa. Pa kaj smo pa drugega Andraž. pričakovali? Mislim, To je- človek je bil izvoljen na, itak, ja. človek je bil izvoljen na listi Resnice. A veš, mislim, mene še preseneča, da ti okostnjaki iz omare predstavnikov oziroma poslancev te stranke ne padajo bolj množično. Vse to, mene to v resnici ne preseneča. Tisto, kar pa me preseneča, ne, in s tem pa začenjam imeti problem, je, da tukaj gre za koliko? 30-50 tisoč evrov, ne, ali nekaj podobnega. Ne? 30 tisoč dolg državi, pa 10 tisoč dolg delavcem. približno. Ja. Jaz bi spomnil na... Slik za eno kuhno pa tlakovce. Tako, ja. Jaz bi še za jaz bi sendvič spomnil zraven, mogoče na kakšne zastarane polmilijonske dolgove. Milijone, a ne? Kaj? Milijone, a ne? Ja, kar Milijone nadaljuj. ali pa ne Ja, vem, ja. ne, milijonske davčne obveznosti, ki so nekako pač enostavno so zastarale, a ne, v kakšni družini vplivnega politika. Ne. S tem pa potem začenja imeti problem. Zdaj, morda bo kdo rekel, spet se glihajo in tako naprej, ne, ali pa recimo tukaj gre za plače delavcev, tam gre pa za davčni dolg in tako naprej, ampak veste, vse to so elementi gradniki ene civilizirane družbe, neciviliziranega političnega sistema z dovolj močnimi elementi pravne države v smislu, vsi smo pred zakonom enaki in tako naprej. Tukaj pa meni potem mečkan zmanjka te civiliziranosti. Ne? Se pravi, za 30 jurjev, 100 metrov tlakovcev pa kuhno za 16 tisoč evrov bomo nekoga spravili za en mesec na Povšetovo. Ne? Nekomu bo pa odpisanih ne vem, par 100 tisoč ali pa par milijonov davčnega dolga in kot smo že večkrat citirali pokojnega Jožeta Pučnika in nikome ništa. Tukaj imam pa jaz pa potem pa problem. Moram pa direktno Antiš odgovoriti. Andraž, izvoli. Res se mi zdi, da si pa tlek malo naivno pristopil k zadevi. Mislim to, Se da ni obstajajo prvič, dvojni, vem, ampak. ja, da obstajajo dvojni vatlji, ne, v tej državi to vemo. Ne, nazadnje je to Janša, pa ne vem, če ni bilo ravno včeraj pri predsednici v predsedniški palači omenil in se spet je nesojni urednik Pavlihe spregovoril iz njega, ko je rekel, da če bi enake vatle uporabljali posod, da bi v Ljubljani 10% mestne uprave ostalo brez kuhinj. In o tem ti govoriš v bistvu, ne? Nekje se to zgodi, nekje se ne. Vemo, da je to tako, a ne? Tisti, ki imajo zavezništva, so varovani, tisti, ki jih nimajo, nasrkajo. Ni prvi primer, Balažič ni prvi tak, Balažic ni prvi tak. A je Ica, ne? Ni prvi tak primer. Ne? Očitno je pač tudi on bil precej naiven, ne? Nisem te zdaj primerjal z njim, da ne boš narobe razumel, ampak je pač ne, odigral malo naivno, ne? Češ, ne, sej, tako se pač to dela, a ne? Ker se, to vemo, da se, a ne? In potem je ugotovil v redkim trenucima, ne, v zatvoru razmišljal v redkim rečima Rahmete Babe Atifa, ne? Ni imel šlifane. Ko igra za raju in zanemaruje. Skratka, hočeš reči, ni hec, ki gre tam nekje, ko si običen človek zna predstavljati, se pravi, mogoče tam nekje do 200 evrov. Ja, sem to ni to, veš, Nataša, ne, to ni to, pa hkrati sem pa tudi proti relativizaciji, a veš, pri Balažicu, ko se zdaj vidimo in beremo, je popolnoma nesporno, da je šlo za pač klasično korupcijo. Ne? Ti boš meni to naredil, jaz bom to tebi zrihtal. In to ne samo z enim človekom. Ne? Včeraj sem nekje zasledil, da je še župnik nekako povezan tam. Vse neka lokalna skupnost je bila povezana v to zgodbo njegovo. Ne? Sem jaz malo bizarna s temi podrobnostmi, ampak veš, ne moreš pa zdaj relativizirati tega, da kaj pa si ostali. Ja, ne, v redu, ne. Cel sistem je skorumpiran. O tem ti govorim in v tem je moj odgovor Aljažu, kako to rešiti, Aljaž. Tako, da sistem, ne bom rekel, da ga po revolucionarno postavljamo na novo, ne? Ampak da se sistem, rekel, te vijake,
vijake mečkan pričvrsti, tako kot bi morali, ker tukaj biti pričvrščeni, ker pri nas je vse malo losano, ne, a veste, ti vijaki, ki bi morali sistem držati skupaj, so pri nas losani, zato je... Poglej ga majstra. Ja, seveda, ne. Ampak prav, Antiša, v redu, sam po drugi strani je pa tako, ne, ti si, zdaj se malo škandaliziramo okoli, kaj je, Mijića, ne, in Balažica, dajmo tako povedati, ok, Balažic je sicer res v priporu, to je novum, ne, to je, in z užitkom gledam, priznam, z užitkom gledam. Ampak tako, kaj se je zgodilo? Kako lahko reči, da obstajajo dvojni standardi? Mijiću se je iz neba, sta se mu pojavili dve gradbinski firmi, ki imata oglej, ful posla z državo, bomo pa mi zdaj naročili prve storitve za to, da ne naročili, no, poplačali za nazaj. Poplačali. No, to ironija pa taka, ne, za delo v zaporu. Ja, mislim, gledaj, a veš tako, prvič to, drugič, nišče, še ravno tako velik škandal je to, da ta človek še vedno dela. Poslanec ima absolutno prepoved upravljanja katerekoli druge pridobitne dejavnosti, razen neki pedagoško-raziskovalno, to so si doktori znanosti zelo hitro uredili. Ne, pa se on je odstopil, veš, on je odstopil kot direktor podjetja, tako da on je čist. Ja, ampak je še vedno 100% lastnik. Ja, ne. Tako, a veš, ne? In vse to, in da ne govorimo o tem, mora biti to v osnovi rešen. Ne? In tretje, kar pa je, in Balažic, in Mijić, in vse to, te postopki se bodo nadaljevali. Ne? A veš, se Janković je imel tudi preiskavo, ne? Pa je bil tudi pridržan, pa ne vem kaj. Pa so se stvari naprej z dobrimi odvetniki in z nekimi čudnimi odkupovalci terjatov in tako dalje, so se stvari začele komplicirati v očeh zakona. Tukaj potem tvoja bolečina pride ven. In jaz ti, dam 20 evrov, da se bo kle zgodilo podobno. Ne? Tako da mislim, da bo sistem kar lepo enako obravnaval vsakokratne nosilce takšne ali drugačne oblasti. Hočeš reči, da jaz ne bi mogla priti do situacije, ki bi imela v narekovaju dovolj dobrega odvetnika, ki bi se znašla. Nihče od nas ne bi mogel, ne do kuhinje, ne do odvetnika. Mimo grede, če se pa že, sam še to pa moram reči, to pa na te malo leti, Andraž, iz principa ugovarjam pač pristopu zna se. Ne? Vemo. Ne vemo. Tudi jaz sem v tistem hipu, ko sem to rekel, se spomnil, sem zdaj rekel. Ja, vem, razumem. Tako. Ampak... sam to, v redu. Ampak je pa res track record, kar dolgo. Aljaž, od nekje more prijeti tisti 2 milijardi evrov, ki jih letno zgubimo na račun korupcije. Ne? Tako. Tako da, in ta znesek se ne manjša, ampak veča. In Aljaž, jaz bi pospremil tvojo napoved, da bo sistem odigral vlogo tako, kot bi jo moral, s frazo iz, mislim, da turščine ali arabščine, inšalah. Inšalah. Ampak, veš, kaj je res grozljivo, srhljivo, da se vsem na očeh dogaja to, da se ti najdeta dve podjetji, gradbeni, ki nista neznani, by the way, ne? In od njih odkuda najdejo kao račune za nazaj nepoplačane, resno, ki so slučajno v isti soti, kot je on dolžen državi. In nikome ništa, a resno? A to je zdaj standard? Čakaj, da nas spomnim, a ni bila podobna situacija, kot en let nazaj, ko smo imenovali enega ministra prejšnje vlade, ki je na, stanovanjski sklad, ali kje pa je nekih 20 ali 200 jurjev nekje manjkal, pa se je čez noč uredil. Kva že? Ja, je bil, ker zdaj pa tudi seveda, ne, bo treba spremljati, jaz upam, da bo kdo to spremljal, ne, ker te dve podjetji bo tam morali dobiti nekaj v zameno, ne? 30 jurjev. Vse že imata zihar. Vse on upravil storitev, vse on je upravil storitev. Pa kakšen aneks padel. Ki mu jo bojo zdaj plačali. Zdaj moramo zvedeti, kaj je to bilo, a ne? Mislim, to je podkupovanje poslanca, dobesedno, vsem na očeh. Samo za zapisnik, jaz ne vem, če sem dovolj jasno ali pa če sem sploh povedal, meni se zdi enako škandalozno, da imamo mi v državnem zboru nekoga, ki ga za nazaj ulovimo pri nekih mutenjih. Jaz nikakor ne upravičujem tega, ne? Samo v nek kontekst sem hotel postaviti to. No, par mesecev nazaj so poskušali priti predlagatelji čez s predlogom, da
nihče, mislim, da ki želi biti poslanec ali pa ne more biti izvoljen na to funkcijo, če je bil kdaj kaznovan. No, ko so poslanci o tem glasovali, ta predlog ni šel skozi. Mislim, da na lokalnih nivojih nekako še, ampak klele pa, svi goli pa košta voli. Je pa treba še omeniti nujno, ne? Da ga ne bomo spregledali, verjetnega zmagovalca, si mislim, politbizarke leta, je pa človek, je pa, ko se reče, ljudina, ne? Ta prijateljski, da bo me zdal teh 10 ur vzate. Mislim, tak, ja. No, kdo pa ljudina še je? Pa mi pokažite, kdo je pa še to naredil? Se pa tudi vidi, da je Stevanoviča tole malo zabolel. Me prav zanima, kako to za kulisu izgleda. Ja, to pa res, to sem tudi jaz pomislila. Drugače pa, ker so taki datumi, torej proti koncu junija, sam tole nas spomnim, si mislim, da Aljaž ti na začetku že govoril. Skratka, konec meseca imamo veliko državno proslavo. Vlada je preoblikovala koordinacijski odbor za te proslave in za predsednika imenovala Jelka Kacina. Torej, državna proslava ne bo na Kongresnem trgu, ampak bo na Trgu Republike, prvič v zgodovini 2 govornika. Ponavadi je to seveda bilo, da sta alternirala. Eden je imel junija, drug decembra, ampak zdaj pa kar za ceno enega dobimo 2. Tako da, poglej, vse več imamo za naš denar. Jaz mislim, da bi ona lahko imela dance-off ali pa kaj tazga. Zato bi pa plačal, evo. In tako smo skoraj pri koncu. Imaš pa ti, Aljaž, še vprašanje poslušalca Jerneja. Mogoče še to damo noter, preden gremo na politbizarko leta. Bom jaz sam spomnila. Zmagal je v politbizarki prejšnjo rundo Stevo, ki je poslanko primerjal s pocestnicami. Aljaž, mislim, da je bil tvoj predlog, a ne? Ja, to je bil moj predlog, ja. Bravo, čestitam za zmago. Nekaj par odstotkov je bil zadej minister Ostrc, alkohol je za nas hrana, in na 3. mestu župan Balažic in njegova kuhinja. No, zdaj pa povej, kaj sprašuje Jernej, preden gremo pa na haupt politbizarko leta. Jernej sprašuje, kjer je svoboda po preobratu na štetju glasov Slovenije na volitvah, dogodki pa so si sledili s svetlobno hitrostjo, se mi zdi, da ni se. Jernej zdi, da ni bilo resne analize, zakaj je levo-sredinska koalicija izgubila volitve in toliko poslabšala izid izpred 4 let. In potem malo špekulira, ne, da zlit je LMŠ in SAB, pa Litijska, pa Bobnar, skratka, in potem postavi kot izziv tezo poljskega politologa Adama Prezvorskega, da je demokracija sistem, v katerem stranki izgubljajo volitve. Ali se torej preveč če upamo na 2 zaporedna mandata katerekoli oblasti. No, res je, ne? Mislim, da Aljaž to mogoče ti bolj vedel, da so te zaporedni mandati v evropskih demokracijah so verjetno vse redkejši, ne? Niso vse pogostejši. Sploh recimo včasih, ko je inflacija, energetska kriza, COVID, nezadovoljstvo z inštitucijami, ko pada zaupanje in pač vlade plačajo to ceno, ne? Mislim, da je vse manj, no, da ni vse več teh zaporednosti, razen seveda v avtokracijah. To je pa to se pa meri po stoletjih skoraj. Jaz ne vem, mislim, da so vsem bolj pogosti, kot se zdi. Na Danskem recimo so zdaj socialdemokrati ponovili mandat. Vprašanje je tudi, a je Nemčiji se obrnil ali ni, glede na to, da sta iste 2 stranke v koaliciji, samo da je pač moč obrnjena. Ne? Tako da po mojem, da ni tako hudo, ampak mogoče jaz nisem najbolj usposobljen za prvi komentar. Andraž, imamo kakšne številke, ki bi kaj na to temo znale pomagati pri razlagi? Ja, jaz sem hotel reči, da s tem podobno, kot je bilo z epidemijo. Ne? Tudi po epidemiji v bistvu nihče v Sloveniji ni naredil resne analize, kaj je šlo narobe, do zadnjega uvodnika Repovža, ki je končno navrgel tezo, kaj je bilo narobe in kdo je odgovoren za toliko smrti, oziroma za največje število smrti na 100.000 prebivalcev, če se spomnite in če ste brali. Ne, za tiste, ki nismo. Pač razložil je, da je v bistvu bil problem v tem, da Sloveniji, če si dobil odločbo o karanteni, oziroma pa še te se niso odrejale tako, kot bi se morale, ne dovolj hitro, da če si dobil odločbo, da nisi dobil 100% nadomestila, tako kot v sosednjih državah, ampak 80%, to, kar je pač nadomestilo za bolniško, in je to za kar veliko ljudi pomenilo kar resen finančni udarc in so se pač temu
raje izognili in šli v službo, da so imeli 100% pač 100% plačo. Ne. In zračunali se tudi, potem so zračunali tudi, koliko bi bila investicija v to in ne bila tako zelo velika. Bi bila ravno toliko, koliko je država izgubila s tem, ko je ukinila davek na luksuzna vozila v času epidemije. Strani ministra, ki ga nekateri hvalijo kot edinega kulturnega predstavnika SDS-ove stranke ali pa enega redkih, no, da ne bomo krivični. In tlele pri teh volitvah sem videl podobno. Jaz sem, ker me te stvari zanimajo, prisluhnil marsikateri razlagi, ampak mislim, da še nihče ni prišel niti blizu temu, da bi znal pojasniti, kaj se je res zgodilo, vključno z mano. Jaz imam kar nekaj podatkov na voljo, malo sem jih že začel obračati, en dan se jih bom pa lotil malo bolj podrobno, ampak če po enem stavku pozamem, pa skušam odgovoriti na Jernejevo vprašanje, bi pa moj odgovor bil, da je imela prejšnja vladna koalicija toliko nasprotnikov, da bi bil pravi čudež, če bi uspela ponoviti mandat. Namreč niso imeli nasprotnika samo v opoziciji, ki ni amaterska in nejuna, daleč od tega, ne. Imeli so veliko opozicije tudi znotraj svojih vrst, imeli so veliko opozicije, recimo v prvi omenjeni predsednici in v različnih skupinah ljudi, iz katerih so sami naredili opozicijo, ne, to so že večkrat omenjeni SP-ji, zdravniki in predvsem tisti, ki so bili v resnici, ki niso v desno usmerjeni, ampak so po nekem času dobili občutek, da so pa oni zdaj res tudi neki grdi, ne. Pa še kakšne družbene skupine bi se našlo. Skratka, da o medijih seveda sploh ne govorimo, pa o rekordnih padcih podpore, ki je padla podpora iz 30,2 na 30,1 in tako naprej. Skratka, pri vseh državah, ki so imele interes, da se Janša vrne na oblast, pa ne bom začel z Izraelom, začel z ZDA, pa potem Izrael, pa potem Nemčija, pa še kakšna, pa morebitni podpori, tega ne vemo, sicer ugiba se, a ne, z ruske strani Stevanoviću. Mislim, pravo čudo je, da so premagali SDS, ko govorimo o svobodi, in še večji čudež bi bil, če bi uspeli ohraniti večino. Tako da, podrobna analiza bi pa jaz tudi bil zelo za, se tudi priporočam za kakšna sodelovanja, ker vem, da Jernej obvlada določene poglede, pa mislim, da je Marko Plahuta to spet nekaj objavil zelo zanimivega na Twitterju. Mi imamo tudi kar nekaj zanimivih podatkov, tako da se da pojasniti tudi, kje vse, oziroma odkot niso prišli glasovi. Točno te, ki jih Jernej omenja, se pravi seštevk, ne, GS, LMŠ, SAP iz 2022 je bistveno večji od tega, kar je ostalo na koncu GS-u, pa tudi, če bi zraven še Prebeliča prišteli kot stranko nezadovoljnih. Ja, mogoče je res za dodati glih tole, kar si zdaj na koncu rekel, da Pirati in stranka Prerod, ne, sigurno bi pomagali levemu bloku pri skupnem seštevku, ampak vprašanje, koliko bi jih pa dejansko pol, ne vem, podprlo Svobodo, ker to, kar smo v LDGD že večkrat rekli, ne, kao ta stranka je na javnomnenjskih 4%, una 3, ta 2, to ne pomeni, da jih 10 prinesejo k novim, ne, zares. No, ni, tak, ja. Pa tudi jaz ne bi piratov v tem kontekstu, to se pogosto omenja, pa vedno opozarjam, Pirati niso samoumevno podporniki leve sredine. Ja. Ja, želi še kdo, Antiša, tebe, ti vidim, da dviguješ roko? A res? Ok, se mi je pa zdel, da vidim rokco. Dobar, ja, pa smo pa pri politbizarki leta, ne? Smo tako, torej tam, za kar smo celo leto delali. 21 oziroma 21 krogov je bilo, enkrat se je zgodilo, da sta bila 2 predloga na prvem mestu, izbrali smo jih prvih 10 in sicer glede na odstotek vaših glasov in teh 10 bomo dali tudi vam, da izberete, kdo se vam zdi, da si zasluži naslov politbizarka leta, še nekaj malega statistike ob tem. Zmage v 8. sezoni, ker vem, da vas vse zelo zanima. Spet sem jaz zmagala, žal, že mislim, da 8 zapored, ne vem, če kjero le... A ne, se nismo imeli to od začetka, ne, Andraž? Ne, kasneje se je. Ni bilo od začetka, ne? Je kasneje. No, skratka. Žal, ne, baš ti je težko, veš, krenula ti suza. Lej, ne, naj gre v zapisnik, da pač je... že boring, jaz sem 8-krat bila na vrhu, Antiša 7-krat, Aljaž 4-krat in Andraž 3-krat. No, zdaj pa povejte... A to je bilo v letošnji sezoni? To je bilo v letošnji sezoni, tako, prosim, 25, da se ob tem da pripombo, da mene pol sezone ni bilo, ne?
Lej, to je tvoj problem, ne? Če svetovnem pokažu, Ne če hočem se reči, pač ni bilo, to, da mi ni to bilo pač... ne mislim problem, ampak če bi pa štel Mislim, samo moj ni, no. epizode, v katerih sem nastopal, ne, relativno Si pa odstotek zelo zmag, močno sem pa kar močen, tako. ne, letos. Ne. To je pa res, to je pa res, ne samo Ne to, samo to. da si zelo močen, vidiš tak kozorogec, v tebi mi je všeč, ker sva oba kozoroga in igrava na In zmago, zdaj sem ne, ti tle ni žogo na važno je penal dal, sodelovati. Ne Tako. samo to. Žogo si mi dal na penal, da povem, da je med vsemi 10, ki so v ožjem izboru, oziroma 11 je, da je izvolitev Stevanovića za predsednika DZ, kar je bil tvoj predlog. In hkrati edini, ki je prišel v top 10. Tako. In je na vrhu, in drugi je Pahor v pižami, tretji Thompson na konvenciji SDS, četrti Premlada si, peti župan Ribnice o Romih s Porsche Maseratijem, šesti Pogrom nad Duhanom, sedmi Golobarjenje okoli Božičnice, osmi Primc, teme o tem, kako je zakon v nasprotju s Titom, deveta je poslanka Kokot s svojimi algoritem performansi in 10. mesto si delita predloga Le kaj bo pel tvoj vnuk in pa Tina generacijo moja. No, zdaj pa vi povejte, katere 3 bi vi dali na oder, da vidimo, kakšen je naš izbor, pa bomo pa videli, kaj bo folk povedal. Recimo, ker si zmagal. Na prvo mesto bom uvrstil Stevanovića v državnem zboru, ki ga je predlagal Andraž. Na drugo mesto, predlagala ga je lista poslancev z Mahničem prvim podpisom. A se spodob sebe? Ali kako? Ker jaz mislim vendarle, da bi... Seveda, vse, čisto to je čisto seveda. Vse ne vem, ne vem kaj od tega, ampak ne bom sebe dal na vrh, bom dal sebe na drugo mesto. Na tretje mesto bi pa uvrstil Golobarjenje okrog Božičnice, ki ga je predlagala Nataša. Dobro. Na četrto mesto bi dal pa Thompsona, če bi lahko glasoval za 4. Ja, ok. Aljaž? No, jaz, podobno, ne, definitivno, jaz bom šel kar po vrsti. Na prvo mesto gre absolutno Stevanović za predsednika DZ, ker to je pač politbizarka par excellence. Pahor v pižami lepo pade na drugo mesto, tudi zato, za ta dvojnost, hkrati združujemo Zahodni Balkan, potem imamo tam pač napol mizogine in šovinistične reklame, zdaj je pa še v talent show, ne? Potem bo dal sebe na tretje mesto, ker se mi zdi, da je to nekaj, kar bo postajalo vedno bolj aktualno tudi pri nas, se pravi Thompson na konvenciji SDS. In pa, če bi dal 4, če bi dal 4, bi dal pa še tebe, no to. bo šlo skozi? Premlada si, dejansko prve 4. Ni, 3 imamo, adijo, hvala lepa, Andraž. Ja, jaz bom pa začel, ne zato, ker je moj predlog, ampak ker je pač prvi in ker je absolutno z naskokom najbolj bizaren dogodek tega obdobja, je seveda izvolitev Stevanovića. Potem bi pa dodal še Thompsona na konvenciji SDS. Ta se mi zdi propisno bizarna. Na tretjem mestu sem pa bil mičkeno vseeno za dregi, ampak bi šel pa na Aljažov Pogrom nad Duhanom, ki pa je pač, seveda, bizarno, pa še malo sem vezan na tole strokovno. Jaz mislim, da bomo imeli letos, da bo dost easy izbor. Jaz imam natanko isti izbor kot Antiša, ne, kdo je dal 1, 2, 3, tako kot je odstotki? Aha, ti, kot Aljaž, natanko isto. Pač izvolitev Stevanovića mislim, da je tako na ravni tistega soočenja, ki je zmagalo, na ravni, kaj že imel poslanec Svobode, kozmični dež, to je tako, res močna. Pahor mi je imeniten v teh vlogah, tako da skoraj mi ne bi bila ta bizarka, ampak mi je. Meni se zdi pa naravno polje. Meni se zdi, da je on zdaj doma. Ja, meni se zdi, da je on zdaj doma. Mi nismo pizda, mi nismo, razumeš, mi moramo to gledati. Ne, to je to, mislim, vrhunski je. To si samo želiš si sodelovanja s takim človekom, ali gre za pižame, ali za kufre, ali za, mogoče malo manj za spikerja na teh velikih odrih, ampak za te vloge je pa to je to. Razen, če bi prišel v pižami. Če bi, ampak ker vem, da ne morem, če bi še četrtega, bi dala pa kontracepcijo medvedov, ampak ne morem, ne morem, ampak tale brain fart, ampak ne morem, pravila so pravila.
Tako da, to je pa Okay, in moj zdaj izbor. mislim, In da damo bomo, glasovnico, a ja. bomo imeli podelitev v državnem zboru in gost bo, torej predsednik bo prevzel. Se zdaj prejudiciramo, da bo zmagal na glasovanju Stevanovič. Ne? Prejudiciramo, to je res. Tega ne vemo. Nataša, da moraš pravila, ali ljudje bodo zdaj med temi ali med prvimi 10 izbirami. Ne. Tako kot vsako leto, ker ne sedimo na ušesih, ne izbirajo med našim izborom, ampak izbirajo tako, kot smo mi. Med temi 10 in 11, kdo je pa za njih. Ja, mislim, vsak let je isto. Kaj, a ljudje imajo pravico? Gremo zdaj. Mislim, ne? Ne, sem bil prepričan, da glasujejo tistih o izbiri, o naši izbiri. Pa še celo, celo rezidenca ne preverjamo. Ne? Moč ljudem, glasujte za moj predlog. Moč ljudem, ja. Ja, na državni proslavi, Aljaž, bomo na Trgu Republike, je slavnostna razglasitev. Takoj po govorih obeh, premierja in predsednice. Tako, bomo Antišo gor poslali. Ta bi bila pa lepa, če bi se čestitali, če bi eden od njiju čestitev za izbor. A misliš, da bi lahko nekemu nizkonakladnemu podcastu, če parafraziram Janeza Janšo izpred 20 let. Ja. Ja, no, to je to. Ful hvala. Tole je bilo dobro, zdaj pa le še, da zaključimo to epizodo. Mi pa povejte za zadnjih 30, kaj ste imeli v mislih? A zadnjih 30 imamo? Ok, Andraž bo razmislil, bom jaz, ker sem seveda pripravljen z zapiski in z vsem. Ne. Jaz bom predlagal na Apple TV je prišel Cape Fear, ne, ki je remake-a. Ste zasledili morda, original je bil iz leta 1962. Večina se nas spomne verjetno filma od Scorseseja, kjer je blestel Robert De Niro iz leta 1991. No, zdaj pa prišla pa serija. Prišla je serija, v kateri spet blesti pa tokrat kot glavni negativec Javier Bardem, ki igra vlogo Roberta De Nira iz filma. Absolutno vredno ogleda. Problem je samo v tem, da v tem trenutku še niso vse epizode gor, tako da bo treba, mislim, da do konca julija počakati, da vidimo razplet in jaz srčno upam, da stvari ne bodo razvlekli do razvodenelosti in neprepoznavnosti. Ja, ampak prve 3-4 epizode, mislim, koliko sem pogledal, so pa obetavne. Ja, Aljaž, kaj pa si ti zamislil? Ja, en kup stvari, tako da bom zdaj sam na hiter. Prvič, vročinske valje, dajte se hidrirati in ostanite v senci. Drugič, če se vam ljubi, dajte oddati podpis za referendum, to so pomembne stvari. In tretjič, konec julija prihaja 4. sezona Star Trek Strange New Worlds, pa lepo se imejte. Lepa, kratka in res 30 sekund. To je prav, mislim, dolgo je trajalo, tako že en mesec ni bilo neke nove sezone. Koliko sezone merijo pa v dnevih? Ne, v epizodah, pa jih je ponovno samo 10, žal. Ja, to pa staja valjda, to gre v en dan. Ja. Andraž še študiral? Ne še. Andraž? Ok, pa še mečkam počak. Jaz pa, če ste slučajno zgrešili, na TV Slovenija 2 je bil dokumentarec o igri Monopoly, v bistvu o zgodovini te igre. Kako se je sploh zgodila in tako dalje. To je, vsaj za mojo generacijo, pa verjetno tudi kakšno kasneje, bila ena zelo priljubljena igra. Mislim, kdo se ni to rad igral, pa kupoval tiste hotele po Braču, do Bledu, Bohinju, Plitvička, železniške proge in tako dalje. No, v dokumentarcu razložijo sploh, kako se je to začelo, zakaj je bila mišljena, kaj je bil njen cilj, tudi glede lastništva, ker so bile tudi na račun avtorskih pravic ene zanimive igre o tem. In ob tem vprašam seveda, skratka bom priložila link za dokumentarc, vprašam pa, katere igre so danes, ki so v bistvu zanimive, da se igrajo. Mislim, da niso samo otroci, ampak da so za odrasle, da ni, ne vem, Tarok, ampak kaj je tisto, kar se danes igra? Ker zdaj seveda poletje pa se na plaži kdaj tudi kaj tašenga greš. Tako da bom ful hvaležna, če boste kakšen predlog, kaj se danes igra tako obsesivno. A jaz lahko sam nekaj vprašam, da bom komentiral, ampak zanima, ker to je stvar, ki me muči že po mojemu do osnovne šole.
Una kartica, ki si jo vam potegnil, pa je pisal, v lokalu si razbijal kozarce, zaračunajo ti trojno 3000. A Ja. si moral plačati 3000 ali 9000? To jaz niti se ne spomnim, da je trojno 3000, ampak lej, če pisali trojno, pa bi jaz razumela, da je te pač treba 3x3 ure, ne? A je bilo toliko? Ja, ne vem, tle smo se vedno skregali, a je pisal, zaračunajo ti trojno, pika, plačaš 3000, ali pa zaračunajo ti trojno 3000, ergo 9000. A ja, ne, če je trojno pika 3000, potem Mislim, je ni bilo pika, 3000. ampak da, pač, ni bilo niti vejce, pač trojno 3000 je pisal. Tako da, ne vem, evo, to je pa moje podvprašanje pri Monopoliju. Jaz imam zdaj Balkanopoli, tako da aktualno moram najdeti. Ja, no, Andraž, zdaj pa malo. Mal sem se znašel v zagati, čeprav ni prvič, moram priznati. Omenil bi en kratek, pa ne vem, če bi dokumentarc. Ne, že vem, kaj je bilo, oddaja Pisave, zadnja epizoda oddaja Pisave, kjer so šli skozi zgodovino Kresnikove nagrade, ki bo podeljena, glegano, zlomka, kresna noč, 23. junij, v torek, v Švicariji tokrat. Mislim, da je polna epizoda o tem, kako je ta nagrada nastala in kako je šlo skozi leta podeljevanja in kakšni incidenti in škandalčki so se ob tem dogajali. Najbolj znan med vsemi je bil ne lani, mislim, da je bilo predlani ali pa 3 leta nazaj, ko je bilo nominiranih v finalu so bili romani 4 avtoric, enega avtorja, ki pa je medtem že umrl in je potem on se posthumno dobil to nagrado in takrat je bilo malo škandalčka. Da kaj pa, a res bo vsem moški tukaj zmagovali zavedno. No, tokrat so spet 4 finalistke od tistih 10 prvega izbora in en finalist in se pričakuje, da pa menda, pa zdaj pa ja res, bo avtorica zmagala, ki sicer ne bo prvič. Med njimi je pa tudi roman, ki je bil predlagan v mojih zadnjih 30, ki sem ga celo prebral in priporočil potem, ko sem ga prebral, in to je V šapti od Agate Tomažič. Če ga še niste, imate še čas do 23. ali pa potem in držimo pesti za Agato. Ej, super, pol nas pa sam še vprašam, preden rečemo adijo, za koga navijate na Jaz bom fuzbalskem odgovoril z svetovnem? eno konstatacijo, da niti z besedo nismo Ronalda omenili. Samo to, no. Nataša. Hočeš reči, da sem ti Ne, pa dala ne žogo navijam na za penal? Portugalce, ampak tako pač pravim. Pa norčujejo se že z njega, veš, A Štefi. veš, kaj je umetnost? Da tiste, ki jih bi rad omenjal, ne omeniš, ampak jih drugi namesto tebe. To je umetnost. Bravo. Bravo, lepa. Jaz navijam predvsem zase. Namreč zakaj? Ker se igram, Si dobesedno spet se stavo. igram, športne stave se igram, ja. Tako naprej pojasnim, da gre res samo za igro, gre za vložke od 1 do 2 evrov, ki sem jih neki po nesrečnikih dubu, nek bonus, neki ne vem kva, bla bla. V glavnem moram se pohvaliti, ne. Tako se to začne. Moram se Skratka, pohvaliti, zase, ne, da ja. sem danes po noč, je Afrika delala na konc zame, ne. Stavil sem na 6 tekem, sistem kombinacija, se pravi 4 od 6. Opa. Ja. Teh 6 tekem je bilo, se pravi Argentina, Alžirija, kljukica, potem je bila kaj Avstrija, Jordanija, kljukica, potem pazimo stavo, Portugalska, Kongo sem stavil neizenačeno, kljukica. Ja, in to ni prvi tak primer, da sem malo tvegal. Potem so me Hrvati malo razočarali, ker sem stavil na tip 0, se pravi izenačeno, ni bila kljukica. No, potem po noči se je pa zgodila zmaga, nepričakovana, Gane nad Panamo, in to sem pol kasneje zvedel šele v 95 minuti, kljukica za Andraža, in še Kolumbija, Uzbekistan, tam je tako težka. Skratka, sploh ne spremljaš s srcem, ampak sam skozi keš. Ne, ni kešno, kaj sem dobil, sem 11 evrov, 48 centov. Ampak pazi, to je 5,5 kratnik vložka. Srcem zelo navijam najraje za afriške reprezentance, ki so res srcem na igrišču, ker res lepo igrajo, ker plešajo, ker dajo gol. In ker se jih podcenjuje in zaradi različnih razlogov, pač, no, res jih je fajn gledati. No, jaz pa navijam za Bosno in ponovim tudi za Zelenortske otoke. Še posebej za njihovega golmana. Jaz pa upam, poleg Bosne tudi, da bojo čim dlje prišli še s Škoti mi ful dobro navijajo, pa Norvežani imajo ful dobro navijaško sceno. Japonci so me navdušili s tistim pobiranjem smeti, tako da še za njih tudi mal. Ampak seveda tudi za Rončita, ker zdaj smo pa v bitki z Mesijem, kdo bo največ golov ever, ne? Messi je s tistim hat-trickom malo pomešal karte, ampak ni še konec.
Jaz navijam A to za si tudi kaj dober s tabo, boš fuzbal. stavil? Ne, se sam s temi tekmami. Gole pa malo to, igram. ne. Ne, ti se brez veze. A v glavnem, mislim, ti se res loterija. V glavnem, kaj sem A hotel dej. reči, tale, za nogomete, evo, to je taka izjava. Ja, Za tako, nogomet tako, navijam, za tako. dobre Pa za fair tekme, play tiste, pa to. ki je dober gledati, Tako, ki ja. igrajo, ne da tam nek taktičen šah na travi, mislim. Pa kaj žoga Ko se okrogla, la- ne? Tega Tako, pa še nismo tako. slišali od komentatorjev, saj jaz ne. Zaenkrat, Ne? da Ni je bil? žoga okrogla, ne, nismo še slišali. Okay. No, A ja, ti dejansko gledaš tekme? Jaz Ja, samo pa ne rezultate vseh, pogledam, seveda. pa pol Ne. highlights. Ne, gledam tisto, kar predsedam, da bo zanimiv, recimo Nizozemska, Japonska in se nisem zmotil. Ne. Recimo Anglija, Včeraj Hrvaška, sem bil ne? presenečen, jaz sem pričakoval Ja. bistveno bolj dolgočasno tekmo. Jaz Ja, tudi. pa gledal jaz sem tudi, po pol noč, sem pa sem gledal enkrat. Ekvador, Slonokoščena, ti si bilo tudi, to sem tudi dobro ocenil, da bo dobro. Je bil res fuzbal, veš, ne Wow. tisti neki, ne, Ja, ja. blabla, ne. Drugač imam pa pržgan, tako je to, white noise mal. Kako so ti pa všeč ta nova pravila, te hydration breaki, pa to, kam ima sodnik tisto kamerco? Tista kamerca je včasih Kar je v redu, v ne? redu, včasih je pač ok, v redu, brez veze. Ta hydration break, pa vsi vemo, da ni hydration break, ne, še posebej, Ja, če je ja. zunaj 17 stopinj pa dežuje. Vemo, Tako. zakaj gre. Čakam že, sem tudi že Slavko tu pisal, evo ga pozivam, še kdaj bo zdaj začel delati statistike, ne več na polčase, ampak na četrtine, ker de facto imamo zdaj četrtine, to je isto kot v Tako, košarki. tako. Tam je tudi prvi polčas razdeljen na pol z enim odmorom, ki ni nič daljši, kaj in kaj, double timeout. Ne. Ja, Se pravi, dovolj, da isto, se ne. oglasi zavrtijo. Tako, ne. Skratka, imamo, fuzbal so razdelili na četrtine in ne vem, zakaj še govorijo o polčasih, Mhm. sploh v resnici. Ni več. Ne, to ja. je za statistike treba gledati, ker se, a veš, kaj se je zgodil, ne, že parkrat, ne, da je bil momentum, ne, in ga prekinejo s tem odmorom. To je, pa, To je je bil pa vpliv celo na tekmo. en tweet. Ja, ne, Ma, definitivno je. mislim, totalno. Je absolutno ja. vpliv na tekmo in se bo dal hitro tudi zanalizirati, ne, Slavko, ne, kdaj gre komu to v plus, kdaj gre komu v minus. Ampak lej, če je to novo pravilo, ajde v redu, ne, se bojo navadili. Je to. Ja, lej. Ja, to je to. No. Lej, glasovnice grejo na splet. Hvala vam vnaprej za glasovanje. Če nam tudi uspete kakšno oceno dati, koliko zelo se vam zdimo totalno zabavni in simpatični, bomo ful veseli. Valjda, da pa sprejemamo na info@metinalista.si tudi še kakšno bolj konkretno, a ne?